The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Bum, dobrodošli nazaj na še en kolesarski čvek. Danes je z mano Simon iz Human Performance Centra. Pogovarjala se bova malo o njegovem kolesu, ki ga predstavlja na koncu. Na začetku bova pa šla o, zakaj je nizkointenziven trening dober za zgubiti maščobo, pa še o padcu ta najboljših kolesarjev, ker se zdaj pač toliko o tem govori, koliko mogoče nazadujejo oziroma kako se pol sploh pripraviti, ko prideš nazaj iz te poškodbe, pa za letošnji tur, ki je praktično že pred vrati, a je sploh možno pričakovati, da bo rečemo kakšen Vingegaard na nekem nivoju, pa Remko, ali ne. Tako da, evo, to je to. Simon, dobrodošel nazaj. Ja, a se zdaj že dobro počutiš? Ja, zdaj sem že tokrat tudi, da je že čisto domače. Daj najprej greva pa še, Matej je bil že tukaj, Okay. prejšnji teden in sva šla malo čez ta kemp, ki ste ga imeli, in se mi zdi, da je zelo zanimiv tudi on predstavil, pa mogoče zdaj še s tvojimi, kako sta se videla sploh skupaj najdla, pa kako da ste, kaj je v bistvu bil cilj tega kempa. Ok, cool, ja. Z Matejem v bistvu se drugače mi poznava že zelo dolgo, mislim, da od leta 2011. Okay. Smo se na eni dirki srečala, tako smo se spoznali. Tako da v bistvu jaz sem potem tudi z njim zelo hitro nekako pač prvo postal neuradni trener za nekaj nasveti tam leta 2013-2014 že. Pol pa v bistvu nekako, mislim, da od leta 2016 pa kar praktično, po moje, zdaj že 8 leto, da nekako dejansko pač sodelujeva. Sva pa v bistvu, se pravi, ta trening camp v bistvu ni bil najin prvi trening camp. Mi dva, se pravi, že še pred Human Performance Centrom, ko sem izdeloval samo kot trener v Pulse Performance, sva leta 2018 pa 2019, 2 leti v bistvu tako 3-krat, oziroma 1 leto mislim, da celo 4-krat v tem prvem delu leta imela prav tako v priprave v Rabcu. Tako da niso bile prve, malo sva že vedela, kaj pa kako si želimo zapeljati. Cela ideja je pa to, da v bistvu našim nekim kolesarjem, s katerimi že nekaj sodelujemo, oziroma s tistimi, ki si mogoče želijo spoznati, kako v bistvu neki trening izgleda, da jim pač te stvari malo pokažemo, kako dejansko v praksi izgleda. In v bistvu vse je bilo nekako tako zastavljeno, da gremo dol, prvo se malo odmaknemo, malo zamenjamo okolje, vreme je bilo super in da smo imeli nekako strukturo treninga zastavljenega, zato da smo tistim, ki treninga še ne poznajo, malo predstavili, kako pač naj ta zgleda, kako se izvaja. Malo smo se v bistvu dotaknili tudi različnih tem z različnimi predavanji, malo smo se dotaknili prehrane, malo smo se v bistvu dotaknili tudi samega bike fittinga, ker nam je tudi Niko, ki je bil zraven za svojo družino, potem malo neke osnove bike fittinga razložil. Tako da v bistvu nekako smo hoteli kolesarjem, s katerimi mogoče delaš bolj nadaljavo, ker nekateri so mogoče z čist drugega konca Slovenije, nimaš veliko face-to-face stika z njim, se pač videti, pa da se jim v bistvu še na blizu malo pokaže, da se jih še kaj usmeri, da se jih nauči. In pa seveda ena stvar, ki jo pač nekako mi imamo radi, je to, da smo pač v družbi, da smo skupaj, da se lahko malo podružimo, da se imamo fajn, pa da pač delamo to, kar nam je pač všeč, se pravi, da kolesarimo. No. Seveda, cilj en je bil definitivno trening, da potreniramo, da se kaj naučimo, da malo dobro pojemo, pa da se imamo fajn. Ja. Mislim, ker jaz sem od parih, ki so bili dol, sem slišal ful pozitiven feedback, so bili ful presenečeni. Zdaj pa mogoče, kaj misliš, da je tem kolesarjem, da jim najbolj ostane v glavi, rečemo, iz kakšnega tazga treninga, pa se jih kaj tako prestav, pa pol, ne vem, pridejo tudi redno trenirati, oziroma se pol resno lotijo, kako je bolj ta družba? Jaz mislim, da tako skupaj kot obojega. Težko je verjetno reči, da je samo družba, ker
vse mogoče smo dobra družba, ne vem pa, če smo najboljša družba, ampak ne, jaz mislim, da pač oboje, ker je tako zapakirano, da se pač ravno prav verjetno dotaknemo strokovnega dela, da se jih pač nekaj nauči, da se jim stvari razloži, da razumejo, ker je potem za njih lažje, ker lahko tudi neke nasvete, ki so jih dobili, zdaj uporabljajo naprej. Druga stvar je pa ja tudi, da pač si v družbi, se pač vemo, da nekako kolesari v naši družbi relativno dobro funkcioniramo, smo fajn, smo sproščeni in kombinacija v bistvu obojega. Ravno prav, bomo rekli, nekaj tehničnega, strokovnega dela kot nekega druženja. No. Ja, kaj jaz tukaj poslušam Petra, odkar sta bila pri vas, to je tako navdušenje, kako zdaj ona trenira, koliko je šla s kilami dol, itd. In sem me tudi zdaj vprašal, če je kakšen tako vprašanje, ki mogoče tudi njo sprašujejo veliko. In je rekla, da mogoče kolesarji ne razumemo poanto nizkointenzivnega treninga, se pravi v coni 2, pa mogoče, če razložiš, ona je rekla, da ji ni jasen, kako da je v tej coni to kolesarila, in je hkrati toliko kil zgubila. Ona je šla zdaj že res, je šla v koliko? 3 mesece, 2 mesece, 3 mesece? Ja, 3 mesece, mislim, nekaj konca januarja. Praktično 3 kile na mesec je šla dol. In pa ne tako, da ni jedla, ampak je jedla v redu, energija ima dost, pa je brez problema, tako da mogoče evo. Ja, Petrin primer je tako po mojem eden takih šolskih primerov, kaj se zgodi, ko so stvari dobro zastavljene, ko je pač trenažni proces dobro zastavljen, ko je pač prehransko so stvari urejene, ne da se ne vem, izogibamo hrani, da se pač bojimo hrane, ampak da pač imamo zadostno energijsko podporo in vse, kar rabimo. Ja, to ti pač oboje ti skupaj mogoče tudi normalno funkcioniraš kot človek, služba in te zadeve in to se pri njej lepo zelo vidi, se pravi zadnje 3-4 mesece, kako je te stvari funkcionirajo, je vzdržno in tudi se pravi, tako telesna sestava, telesna masa se je izboljšala, tudi pripravljenost je šla dol. Zdaj, glede kil pa nizke intenzivnosti, takoj v bistvu malo negativc pa vam rekel, pač kile se niso zgubljale zaradi nizke intenzivnosti. Se pravi, na ta del, se pravi, izboljšanje telesne sestave, večinski del pač pripomogla prehrana. Urejena prehrana, ki je bilo kar veliko za spremeniti, se pravi, da so se te osnove postavile. Trening je pa samo en dodatek zraven, ki je poskrbel, da se je nekoliko pač povečala energijska poraba, se pravi, da je malo več pokurila med drugim in je, rečemo, jaz vedno tako rečem, mogoče je 10% trening pa 80% prehrana, ker lahko imamo še tak ali drugačen trening, če pač prehransko ni urejeno, se pač kile ne bojo nikamor predstavile. In to se v praksi velikokrat dogaja. Ker kolesarji mislijo, ok, imamo še malo več kolesarov, pa bodo šle kile dol, ali pa bom nizkointenzivno, visokointenzivno kolesaril, pa se bo pač telesna masa spremenila, pa se ne, ker se tudi prehransko pač potrebne stvari urediti za to, da se stvari postavijo na svoje mesto. Nizkointenziven trening je pa, tako kot visokointenziven trening, samo en del, eno orodje pri trenažnem procesu. Je pomemben predvsem zato, ker ga lahko naredimo relativno velike količine in se ne utrudimo, nismo pa po treningu utrujeni, regeneracija precej krajša. To ne bomo pretirano specifični, ima pač kar nekaj veze zraven z različno aktivacijo mišičnih vlaken, ki jih imamo, ampak ne bomo šli to globoko. Po domače povedano, nizkointenziven trening nam res pač mogoče, da naredimo relativno velike količine tega, pa nismo toliko utrujeni. Pač telo se pač relativno dobro odzove na tak trening, nas ne podre po domače povedano, ker ko naredimo nek res težak trening, je mogoče naslednji dan ali pa 2 dni smo še kar malo podrti in tega treninga ne moreš skozi ponavljati, ne, si moraš vzeti vmes malo frej. Če imaš pa nizkointenziven trening, ki ga lahko dejansko iz dneva v dan, da se je glih prej rekla, kako je, ne vem, 4 ure bila na kolesu, pa je bila naslednji dan korožica, če pa ti lahko to vsak dan iz dneva v dan počneš, pa se dobro počutiš, pomeni, da ti je tudi trening delno omogočal tisti del optimizacije telesne sestave, ker si več naredil, več si porabil in potem tudi pač prehransko lažje to urediti, da se potem doseže nek energijski primanjkljaj, energijski deficit, ki ti tudi pomaga pri izgubljanju telesne mase. A pa se da tudi to
nekako pride do tega rezultata tudi z manj treninga, rečemo, kot ga ima Petra. Ja. Glih včeraj sem imel eno debato z enim en kolesar, ki ima ful težave s pretreniranost, res hodo, in ga je zanimalo, kako je zdaj, ker je v bistvu tudi nekako pridobil 10 kg, kako bi bilo, če bi on zdaj nekaj hujšo, glede to, da pač je prej treniral 15 do 20 ur na teden, zdaj pa ne vem, 4, mogoče 5 ur. In zares ni nobene razlike. Enak osnove, princip je enak pri 4 urah na teden, princip je enak pri 15 urah na teden. Govorimo, da se potem samo pač prehransko spremenijo količine, da se zadosti energijskim potrebam. Včasih je mogoče celo teže pri tistih, ki zelo veliko trenirajo, ker vseeno pa moramo v telesu dati vse, kar rabi, dovoljšno količino energije, in če si ti vsak dan 5-6 ur na kolesu, se ti to okno hranjenja že tako zmanjša. In pol je težko dobiti se noter, zato je pri tistih kolesarjih, ki res veliko trenirajo, včasih prehranjevanje celo teže. Ampak za zgubiti, tudi če zares ne bi nič trenirali, bi veljalo isto. Mogoče je malenkost lažje, če zraven še nekaj dodatnega pokuriš, ker je tudi pač psihološko nekoliko lažje, ampak v osnovi ali 4 ure, ali 5 ur, ali 10 ur je pa prav vseh popolnoma enako. A pa pripišete tako, tudi prav, toliko pa toliko moraš spati, ali... Ja, pač vedno pač na začetku pogledamo, kako so neke take osnovne stvari. Spanec je sigurno ena najpomembnejših stebrov za regeneracijo pa dobro počutje. In že na začetku ponavadi, ali to, če prije kdo na test, ali če se tako pogovarjamo, kako vprašam vedno, kako je spanje, in ki ti začne, ja, veš, 5-6 ur, to je že tako, to je že pač malo red flag, ker vemo, da če smo nekoliko aktivni za neko normalno delovanje, bi si vsaj nekih 7 ur želeli, tako da pol probamo nekako reči, ok, dajmo probati to malo pojačati, malo dodelati, ker zelo hitro se potem vidi, ki boljše spijo, boljše se regeneriraš, lažje lahko treniraš, lažje reguliraš apetit, in na dolgi rok je pač itak celo počutje boljše, in ko celo počutje boljše, je pač vse skupaj boljše. Ker tisti, ki pa spijo, tudi pa tako, imel sem primer enega precej starejšega kolesarja, ki je pač res stvari ne štimajo, po 3-4 ure spanja na noč, in to vpliva na čisto vse aspekte njegovega življenja. Ampak je rekel, da pač teh letih, ki jih ima, mislim, da jih ima 63, je rekel, da se mu ne zdi vredno karkoli spreminjati v življenju. Je pa vplivalo to že konkretno na njegovo zdravje. Zanimivo, da je pol prišel s takim odgovorom nazaj. Ja, jaz sem bil šokiran, ker je pač zares je relativno easy fix, pač, ker 20-25 kilometrov na leto, sam je nekako ocenil, da je vsako leto sem na Vršič 3 minute počasnejši, za nič se počutim skozi utrujen, prišel na test, smo pogledali, stanje je bilo res katastrofalno, in jaz sem pač mu tako gladko povedal, da so to pač neki easy fixi, samo jih je pač treba pač dati vsak dan, ampak ja, njegov odgovor je rekel, zdaj sem pa prestar, da bi karkoli spremenil. Čeprav potencialno ima lahko še 15 let relativno kvalitetnega življenja, lahko ne. Zanimivo To razmišljanje. bom pa rekel, da pri tem kolesarjem je pa mogoče še tako najbolj srce zabolelo, ko sem to slišal. Ker sem imel pa tudi take, ki so, ne vem, 57, 58, ki so prišli in so tako, ok, jaz pa bom zdaj hočem nekaj spremeniti, ker vsako leto, ki ga bom imel več, da se bom boljše počutil, je pač zmaga zame. Se vrnem še nazaj, ko so bila prehrani pri Petri, ki si rekel, da to je 80% praktično, da je šla s kilami dol. A pa so kakšne napake, ki jih opažate tako pri večini teh kolesarjev, ki prihajajo k vam, da je uno, lej se tama to pa to, tole bomo malo porihtali, ne vem, kakšni, se je junk zvečer skozi, ne vem, kaj tazga, ko opažate, da je problematično? Jaz mislim, da bom tako rekel, v Sloveniji, to bi sicer Vlaš boljše razložil, ampak v Sloveniji imamo dve stvari. Eno imamo nezaveden visok vnos maščob, to se pa navadi, velik del na račun tu pride iz teh naših sladkarij, čokolade, tortice itd., ki so seveda poleg ogljikovih hidratov in sladkorja zelo bogate z maščobami. Večina te stvari ima več kot 50% maščob noter, in pa so to energijske bombe. Druga stvar je pa tisto, kar je tudi Blaž imel takrat pri Petri na predavanju, je pa džuskanje z alkoholom. Alkohol pač tudi vsebuje kalorije, in pivo 2, bomo rekli, se zgodi, da
rečemo vsak drug dan, pivo 2-3, to tudi nanese v bistvu pač nekaj energijski dodatek, ki seveda ne samo to, da pač prinese višji energijski vnos, prinese tudi slabšo regeneracijo in vse, kar pride z alkoholom. In ja, pri sami bomo rekli športni zmogljivosti pač je alkohol, najboljša količina alkohola je nič, vse ostalo pač vpliva na performance, pa se lahko kdorkoli postavi na glavo, pač tu je research pretty clear. Ne bom rekel pač, če pač je to za dušo tu pa tam, ampak ko pa enkrat govorimo o tem, hočeš biti boljši, nočeš biti boljši, je pa pač treba malo razmisliti. To ne pomeni, da pač tudi naši kolesari pač ne grejo po dirki na pivo, pač grejo itak. Ampak če smo pa zelo pedantni, je pa tako, najboljša količina alkohola za pač performance je pač 0. To so take dve stvari, ki so pač pri nas nekako najbolj aktualne. No. Okay. Grejo pa zdaj na tole, ki se je zgodil, koliko še 14 dni zdaj že nazaj, ki so se praktično 3 najboljši kolesarji na svetu v Ismu, v Vinku so padali, se pravi, tukaj imam v mislih Rogliča, Vingegaarda pa Remkota, s tem, da Van Aert je padel pa glih par dni predtem na dirki. In je prvič, da se jaz spomnim v zadnjih 20 letih, da je od top 10 kolesarjev je 5 polomljenih, oziroma 4. Tako da ti, ki si iz vidika, se pravi trenerja, kako gledaš pol na sezono, rečemo od Vingegaarda, od Remkota, glaven cilj v sezoni je bil Tour. Ona dva ste pa padla orang, ne zdaj z nekim, da imata, ne vem, sam ključenco, ne? Ampak da je pač res so stvari, ki dihala otežujejo, mislim, ne moreš ti globoko dihati in klej se mi zdi, to je ta najtežji problem pri njima. Kako bi zastavil plan za naprej, rečemo, ali bi rekel, fakt, to se zdaj že ne da, gremo na Vuelto, če bo sploh to, ali bi rekel, nič, še zmeraj je Tour glaven objektiv, pa kako bi se sploh lotil naprej tega? To je zelo težko vprašanje, po domači. Mislim, ko nisi v taki situaciji, ko se ne rabiš to odločati, je zelo lahko biti pameten. Gremo na Tour, gremo na Vuelto. Ker ja, pač paci, ki so bili, niso bili nedolžni. Jaz sem ti glih po moje, to je bila edina tista etapa vmes, ko sem je dejansko enkrat gledal doma, pa mi je bilo kar groza, ker je recimo na Vinku ležal tam v tistem na travi, kjer se ni praktično premaknil 25 minut, je kar grozno videti. Ja, definitivno to pač pusti posledice. Zdaj, vseeno govorimo pa v bistvu na športnikih na najvišjem nivoju, ki imajo za sabo v bistvu že desetletje treninga, genetsko verjetno najbolj nadarjeni ljudi na tem svetu in pri nekaterih se zgodi, da so lahko zelo hitro nazaj. Zelo hitro pride nazaj pač do tiste top forme, včasih se sploh mogoče izpred 10 let so še lepši primeri, kako so kolesarji po nekih takih poškodbah prišli nazaj še boljši. Zelo lep primer je bil tudi Chris Horner, takrat, ko je Vuelto zmagal. To je bilo en mesec potem, ko je, ne vem, 3 ali 4 tedne je pač miroval, ker imel ključnico pa nekaj polomljeno, in je potem prišel in je pač performance of his lifetime, ker ja, lahko se zgodi, da so mogoče pač prej malenkost pretiravali in je potem tisti počitek dejansko nekaj pozitivnega prinesel. Ampak pač vemo pa, da jaz sicer zdaj nimam, ne vem točno, koliko bodo vsi odsotni od tega, od treninga, toliko nisem podrobno spremljal, ampak ja, čim si ti enkrat odsoten, ne vem, 8-10 tednov, pomeni, da boš vsaj dvakrat toliko nekaj, da priješ nazaj. Vse tako, določene stvari pridejo zelo hitro nazaj. Pač, ker če si ti treniral 10 let neke periferne adaptacije, to pač pomeni na samem nivoju mišice, ki se pač počasi dogaja, da počasi se spreminja do te strukture mišic in tega, to zelo dolgo ostane. To ne izveni tako, neke pač centralne adaptacije, se pravi na nivoju srca, delovanja srca, krvi, to je pa zelo tako, da se hitro spreminja. Lej, prva bomo rekli tako nazadovanje se ti opazi že tako 4. dan po pauzi, ker ti začne opadati volumen krvne plazme, se pravi količina vode v krvi.
in ta vpliva na maksimalno količino kisika, ki jo ti lahko sprejmeš, se pravi, vpliva na utripni volumen srca. In to je že ena taka stvar, ki relativno hitro začne padati. In v recimo 14 dneh počitka bo tudi tvoj VO2 max in to padal tudi tam za 15%. Ne. In v grobem lahko rečemo, ok, mogoče 10-15% nižji performance. Ampak ti, ko boš naredil 5-6 treningov, bo to praktično že nazaj. Ampak ok, zdaj pa vseeno govorimo mogoče 8-10 tednov, tu pa stvari potem trajajo do nekoliko dlje. No. Zdaj, koliko bo mogoče zanimivo videti, ker vseeno govorimo o nekom, ki je pač smetane, ne? In bomo rekli, to so pač telesno, genetsko ljudje, ki se mogoče sploh ne vemo, kaj so mašine in je težko, po moje, biti pameten, kaj pa kako. Tur je blizu. Mislim, da pač se lahko zgodi, da pač bojo težave, ker je pač res blizu, ampak jaz pa mogoče mislim, da celo kdo zna presenetiti. No. Mislim, jaz upam, da bo ta spet Roglič pa Pogačar se udarila za prvo mesto, bi bilo pač super, ampak Vingegaard pa Remko pa, ne vem, saj Tur je vedno prvi teden je vedno hektičen, so vsi živčni. Včasih je bilo to lažje, zato ker so bili prvi tedni lepo easy. Ker se še spomnim tistih začetnih časov Ineosa, ko so potem, ko je Froome pa Wiggins, ki sta po etapi še hodila delati intervale, ker je bilo pač čist pre easy, zato da niso izgubljali na performance. So rekli, pač smo se vozili, mislim, da je bila, pa ne, to je bilo 2013, ali da je bilo takrat, ko je Wiggins, average heart rate na 5-urni etapi je bil 98, rekel, pač toliko se nismo jajca še nikoli. In rekel, in smo šli potem še intervale delati po etapi, ne. Zdaj pa pač se je pa vseeno dirkanje nekoliko spremenilo, ne. Aktivno je praktično od začetka, ni počitka, 3 tedne se res dirka in moreš biti tam, nimaš mogoče glih, oziroma lahko te stane, če ne priješ na dirko dobro pripravljen. Če se ti zgodi, da je že prvi teden kakšna etapa, ki je zelo zahtevna, pa pač kasiraš tam minute, je lahko potem pač težava. Tudi če se dobro počutiš, pa si dobro pripravljen kasneje, je težava mogoče potem jih noter dobiti. Ne. Moraš biti dejansko pripravljen na 3 tedne, ne samo na zadnji teden. Ker včasih je bilo tako, se je pikala forma za zadnji teden, ker se pač nekako so se stvari vedno odločale. Zdaj pa vemo, da Pogačar bo na prvi klanski bo pač šel. In pač je treba iti zraven. In sicer meni je sicer pač tak način dirkanja bolj všeč iz vidika pač gledalca. Pač jaz pač v teh zadnjih letih, odkar pač njega gledamo, pač je res užitek gledati. Vse sem tudi prej spremljal, vedno pogledal etape, ampak zdaj je pa tako, da pač sem prav čakal, da sem šel gledati. In tako si bi sam, a bo šel, gre. Pa zdaj gledamo že 100 km do cilja. Pač včasih si gledal zadnjih 20 km, tako, pač zadnjo uro. Zdaj pa sobota, pa imaš kosilo pripravljeno, pa si zdaj do 6 se ne mrdnem iz kavča, ker gledamo. Ne. Jaz vem, da Liež zdaj sem gledal od koliko 100, glih tam po unmu pacu sem začel gledati. In sem gledal pač skozi. Do cilja sem bil prliman na ekran in kaj skočil. Tako, ne vem, meni se je kar smejal. Jaz sem bil tam, mislim, da sem bil v fitnessu, pa na telefonu sem imel Eurošport in gledam in mi tako, jaz sem se tam na unmu kolesu sem vozil in se mi kar takole se mi je smejal. In ne vem, svakemu čas. To, kar se zadnjih, pa se je Van der Poel isto, pa Van Aert, pač to so 3 taki, ki si sam rečeš, to bo nekaj posebenega se bo zgodilo na dirki, pa ok, se klesta še Remko, pa Vingegaard je isto že letos pokazal na parih. In je tako prav, zdaj, ko je Romandija, ne, pa vse so dobri kolesarji noter, ne. Ampak kar ni unga, da bi rekel... Manjka je tista iskrica. Jaz mislim, da so to, kot pač kolesarji, kot se pač Pogačar, pa to pač dajo nekaj, no. Vsaj meni osebno, pač mi je res potem užitek gledati. Vse se spomnim tudi lani in tako v mestu, tudi kakšne etape, če smo bili, ne vem, smo šli kolesar, pa smo tako, fantje, pauzica, dajmo telefon ven, ker hočemo videti, kaj se dogaja, ne. Pač, pa nisem tega prej nikoli delal, zdaj pa tako, dajmo pogledati, ker se sliši, da bo zanimivo, ne. Ne, jaz, če je dirka, da je kaj tazga, pa da grem na kolo tako že ob enih,
za 1-2 ure, da sem ob 3 nazaj, jaz sem imel Eurošport lepo v slušalki in poslušam, kaj se dogaja. Pač to, ne vem, kar padel sem noter, zdaj to kot tako kolesarstvo, pa sem spremljam že od Induraina pa Pantanja naprej skozi. Ampak ja, zdaj pa, ko so še naši tako Seveda, dobri. pa ko gledaš pa naše, pa je pa to sploh še tako bolj. In pač ja, meni je trenutno, kar se tega tiče, čeprav mogoče je tako, ok, vse vemo, kdo bo zmagal, lahko nekako ne bo več zmagovalca, ampak je še vedno zanimivo se gledati. Ker se mi zdi, veš, ko včasih, ko smo gledali košar, mislim, saj jaz zdaj ne spremljam več to, zdaj mogoče ajde NBA, ampak včasih je bil skozi, se mi zdi, da smo bili mi če je bila napeta končnica, smo mi izgubili. Tako, redko se je zgodilo, da smo zmagali, sploh, mislim, ne vem, jaz imam tak feeling z Olimpijo. Zdaj pa se mi zdi, da je pa tako, da je prav rad vidiš svoje, ki jim gre tako dober. In ja, in mi je tako, ne vem, meni jih je fajn spremljati. Ja. Še vprašanje, zakaj so šla na tele padce? Vsi, rečemo, zdaj imajo teh sklop nekih dirk, zdaj v bistvu dirkajo te najboljši že tako, da imajo zelo malo sploh nimajo več pripravljalnih dirk, ampak je sam trening camp, dirka, pa so najboljši, prva dirka zmaga. In skozi se je govoril, ok, zdaj ima sklop teh dirk, pa gre pa še na priprave, ne vem, neke višinske in pa gre na tur. In to, kar si ti rekel, ne, da mogoče pa znajo priti že nazaj, se pravi Vingegaard, Remko, mi je malo kontradiktorno s tem, kar se pa govori, ne. Ok, zdaj je v formi, ne vem, 95%, zdaj bo šel pa še, ne vem, bo imel najprej en teden mogoče malo, ko se temu že reče, počitek. Ja, ok. Pač. Ja, nekaj malega počitka in pa bo šel pač na višinske priprave in pa bo pa res ta pik. Zdaj pač te ne morejo iti na neke ekstra priprave, tako, ker še dihati ne more, že ker leži globoka, ne, in ne vem, in mi je čuden. Tako, jaz kar ne vidim, kako bo tak kolesar pol pa res pripravljen za unih 100%, ker na turu se mi zdi, če si 95%, pač prvi 3, ok, Vingegaard pa Remko, mogoče še vedno sta lahko, zato ker sta toliko pred ostalimi, ne. Ja. Ampak pismo, da bo ta pa, ne vem, tako, ker se Pogačar letos voz, pa tako tudi, ker je Roglič že pokazal formo, kar ne vidim. Ja, sej, to je čist možnost, ne, vseeno bo kar nekaj časa, preden se lahko nekako lotiš tistega resnega treninga in to ima lahko vpliv. Pravim pa ja, da smo pa mogoče kaj preseneti. Okay. Definitivno pa pač ja, težko, ne, če moraš ti potem začeti z nekaj urami na teden, še mogoče na kakšnem trenažerju, da si popolnoma stacionaren, da te nič ne nabija, da nič ne boli, ampak nikoli ne vemo zares, koliko te ljudje v nekih takih, bomo rekli, obdobju poškodb zares trenirajo, no. Nekako rečemo, ok, ta pač počiva, zares vneša, zadaj že sedi na trenažerju pa vrti, tega nikoli mislim, da zares ne vemo, ker nihče dejansko potem ne pokaže to kot odkrito ali ni z takšnih ali drugačnih razlogov. Ja, definitivno pa manjkalo nekaj kilometrov v nogah, kar je pa sigurno lahko problem, ker tako, kot sva prej ugotovila, moraš biti, da si zraven od začetka, nimaš časa 2 tedna se na dirki sestavljati, pa na dirki loviti občutke, zato da boš potem zadnji teden dober, ne. Ok, greva zdaj še na predstavitev tvojega kolesa, klele zadnji, tale raketa. Tako da vse, kar vas zanima, od Simona kolo, bo povedal, zakaj je izbral tega, kakšen ima razmerje gor, kakšen je položaj, malo bo šel čez, bo on govoril. Kar vam jaz tukaj za dodati še je, da imamo akcijo za, se pravi, vsi, ki boste v maju kupili approved dress, boste dobili gratis letno naročnino, ugodnosti in vse bojo pa v opisu, tako da to je to. Hvala, ker si prišel, greva zdaj midva na kolo in to je to. Ja. Čau. Čau. Midva so zdaj pred kolesom, jaz sem Simona pozabil še 2 stvari vprašati. Ta prva stvar je,
kaj je novega, kaj se pripravlja za letos, kje boste kje, da vas folk lahko tako v javnosti kaj vpraša? Ja, v bistvu lahko nas boste srečali na Letap. Bomo v bistvu fizično prisotni, kjer bomo malo v bistvu tudi na Expotu pač malo pokazali različna testiranja, malo so to lahko kolesarji potestirali, sprovali te stvari, malo bomo v bistvu tudi druge storitve pač pokazali, bomo pa v bistvu tudi z organizatorjem pač pripravljamo tako v bistvu malenkost celostno obravnavo za kolesarje, ki se bodo pripravljali za ta event, malo se bomo dotaknili planov treninga, malo se bomo dotaknili prehrane, tako da bodo lahko pač praktično začetniki in v bistvu neki bolj napredni kolesarji uspešno tekmovali na tem eventu. No. To je zdaj ena taka stvar, ki se pripravlja, en tak projekt, zelo fajn, ker se mi zdi, da lahko marsikateremu kolesarju, ki ni še vajen toliko v bistvu treninga oziroma se s tem delom še spoznava, malo predstavimo stvari. Drugače pa malo se trenutno tudi ukvarjamo z testiranjem v bistvu drugih izrazljivostnih športnikov, malo se pač, če se najde tudi vmes mogoče kakšen smučar, tekač, pa te je v bistvu to eno področje, na katero se tudi zdaj malo usmerjamo, pa ga malo raziskujemo, malo bomo v bistvu tudi z temi slovenskimi klubi sodelovali, tako da imamo par zanimivih stvari, ki se igramo, ki se bomo fajn, pa upam, da bo tudi ven potem z tega kaj fajnega prišlo. Okay. Evo. Povej mi pa še povej še eno vprašanje, ki sem ga imel pa jaz v bistvu zase. Jaz že ene par let govorim, da sem spet spravil malo boljšo kolesarsko formo. Zdaj pa me samo zanima, če je meni cilj ful dobro odpeljati Franjo naslednje let. Kdaj moram začeti tako res orang trenirati, s tem, da sem včasih treniral enih 10.000 na let, zdaj pa je že po moje 4 leta, ki nisem naredil nikoli več kot 5, v povprečju delam pa tam ene 3000 kilometrov. Pa cilj je priti v 10. Govorimo o ta-veliki ali ta-mali? Ta-mali, ok. V bistvu si lepo si izpostavil naslednje leto. To se velikokrat zgodi, da pride kakšen aprila, maja, da on bi pa na Franji bil dober, pa s tem svedem tako, ja, naslednje leto. Ja, jaz bi tako rekel, pač glede na to, da sicer si aktiven, ampak da ne bi forsiral stvari, da lahko dejansko se pač dober pripraviš, da trenažni proces tak, da ne boš imel nekih težav, pa da ne bi pač forsirali, pa silili nekaj, bi rekel, da se nekako v začetku tiste sezone novembra začnejo postavljati tisti temeljni za to, da se lepo začne, da se postopoma obremeni telo in da se potem lahko nekako normalno pripravi za Franjo. In tako od začetka sezone novembra do tistega junija se v resnici zelo veliko da narediti, je pa pač ja, treba začeti. Jaz bom tako rekel, če se že moramo pač iti pripravljati, vsaj 8 mesecev je tisto, kar bi pač jaz rekel za tako dirko. Ja, lahko je plan, ki je, ne vem, 3 mesece, pa se nekaj sforsira, ampak tega se jaz ne bi šel. No. Okay. Najlepša hvala. Evo, greva zdaj na kolo, Simon bo predstavil še tale njegov bike. Zelo clean, kar je meni najbolj všeč, je to, da ima en napis in to je praktično to, ki pri kakšnih znamkah bi bil kle napis, tukaj napis, kle spodaj, zadnji napis. Tako da, evo, boš povedal, zakaj si izbral to, kaj posebnega gor, zakaj si ga tako opremal, kakšen je položaj, itd. Ker, evo. Ok, zakaj sem se odločil za to kolo? Cannondale je v bistvu kolo, na katerem sem že od skoraj začetka. Prvo kolo, ki sem ga vozil, je bil sicer Giant, ker sem zamenjal dva modela TCR-ja, potem pa praktično od 2013, 2014 v bistvu na Cannondale. Tole je v bistvu se pravi kolo, ki sem si ga zdaj sestavil jeseni. Predtem sem v bistvu enako Cannondale Super 6, High Modulus, tale je v bistvu navaden, v bistvu tole je zažitek Evo model, jaz sem imel še v bistvu letnik 2010. V njem je Dura Ace in
spim pa kolo tako, kot treba, mogoče celo preveč, tu bomo videli, da sem se zdaj v bistvu odločil malo v drugo smer. No. Ampak ja, Cannondale Super 6 Evo 3 pa samo zaradi tega, ker je trojka edina, ki je bila v tej barvi, ki je meni nenormalno lepa, se pravi zelo clean okvir, taka pepelnato bela barva, pa samo malo dodatka, ki je meni res lepo. Ostale barve, ki so jih imeli in tudi tiste njihove variante Lab 71 in tisto me niso toliko prepričale, zato sem šel v bistvu na relativno pač, bomo rekli, cheap pa eno cenejših različic okvirja. Med drugim tudi, ker več ne tekmuje in te zadeve in mi tudi ni potrebno. Kot vidimo gor, mogoče na presenečenje nekoga 105 D2. Prej sem v bistvu vozil Dura-Ace, predtem sicer tudi Ultegro, Dura-Ace, ampak zdaj tudi, ker več ne tekmujem, ker mi v bistvu tudi tistih nekaj gramov na grupi ne pomeni pretirano veliko, ker imamo za zgubiti verjetno kje drugje še kaj več kot kakšen gram, je 105 bila pač logična rešitev, med drugim, ker ja, za tistih nekaj gramov manj iti na, ne vem, Ultegro ali Dura-Ace, ki tudi cenovno pač precej več nanese. Vozil sem D2, Ultegro, Dura-Ace in zdaj 105. Je razlika v shiftingu, se pozna, ampak za pač nas oziroma za nekoga, ki pač tudi mogoče kaj tekmuje oziroma res ni na najvišjem nivoju, bom rekel, da bistvene razlike ni, no. Tako da jaz sem v bistvu za 105 bolj zadovoljen, se pravi boljše se obnese, kot sem pričakoval, da se bo, tako da sem super zadovoljen, tako da sem pa rekel, tista masa pa niti ni toliko problematična. Zdaj, ker nismo več toliko trenirani, vidimo gor kompakt, pa zadaj 34, ker klanci so vsako leto strmejši, zato da lahko plezamo potem na kar se da strmih klancih. Jaz sem potem v bistvu se tudi odločil, se pravi, zdaj bo toliko na blizu posnel, da se bo videlo, da je še vstran, ker je bil vožen prejle. Ampak ja, jaz sem se potem odločil za obroče od Ultegre C50, malo sem razmišljal, ali bi šel na 60, pa sem rekel, da gremo rajši na 50, da bo neka zlata sredina, ne previsoke, pa da je tudi v bistvu teža obročev ne previsoka, tudi to je, se pravi, nekih 1400 gramov, ampak lepo razmerje med hitrostjo pa samo maso. No. To original, ko sem ga v bistvu napavljal, je bilo širše krmilo, ker sem potem isti model samo ožje dal, se pravi 38, zraven je bila 40, mi je malo preširoka, lahko bi v bistvu tudi še nekoliko ožje, ker je potem tudi pozicijo, se pravi na bike fittingu smo potem tudi ugotavljali, kako pač pozicijo spraviti, zato je tudi v bistvu potem sedež bil menjan, ker ni original. Zato, da je pozicija zame udobna, ker nisem več to gibljiv, je tako zelo penzionistična, kot vidimo, tule imamo še vse spacerje. Preden sem šel na bike fitting, sem jaz pobral vse spacerje ven, spustil krmilo dol, ker je pač, ja, kolo je bolj vodljivo in vse, ampak smo zelo hitro ugotovili, da moj križ ni pripravljen za tole, ker nisem to gibljiv, tako da sva potem na bike fittingu zelo hitro nazaj gor dvignil na tole. Drugih posebnosti pa imamo še kaj, ki bi mogel izpostaviti. Aha, ok, ja, kaj imamo še gor? Ja, jaz v bistvu uporabljam Siomo Powermeter, oboje stranski. S Powermeterom v bistvu treniram že, oziroma kolesarim, vmes tudi treniral od leta 2011. Moj prvi Powermeter je bil še od Polarja, tak, ki je v bistvu imel senzor za napetost, za ketno, take velike senzore si v bistvu tu, oziroma še eno baterijo si tu gor imel, pa še v bistvu senzor zadaj čez zadnji menjalnik. Zelo taka težka zadeva, mislim, da je imela, skoraj 400 gramov, ki so bile dvakrat baterije noter, tako da je zelo velika. Ampak ja, zdaj je precej bolj elegantna rešitev, Siomo pedale, ki jih potencialno za tiste, ki ima mogoče še kakšno drugo kolo, lahko zamenja do. Sama kvaliteta Powermetera trenutno se mi zdi tako iz vidika price performance se Siomo zelo dobro drži. Tudi predvsem zato, ker je tudi njihov customer support, če so kdaj kakšne težave, pač relativno dober in nismo imeli pač nikoli težav s tem. Torbica, zato da je noter osnova, ker ja, v bistvu jaz
Felt ne vozim, se pravi klinčerje, zagovornik tega, da če se ti mi kaj zgodi, zamenjaš zračnico, pa greš naprej. Je bilo tu bile sredi vse, ampak se nisem za to odločil, ker je zares potem to sama umazanija in te zadeve. Tako da moram reči, kar se tega tiče, razen na Kanarcih letos z enim defektom, nič težav. Malo težja zaradi zračnic, ampak smo spet pri tistih nekaj gramih, ki so totalno nepomembni. Tako da jaz sem še vedno zame, pa rekel za nas, ki bolj uživamo na kolesu, klinčer še vedno zelo elegantna rešitev. To je pa to. Da mi povej, kako to, da si se odločil za Ultegra obroče, da nisi vzel kaj drugega, samo to me zanima. Ja, zakaj sem se v bistvu odločil? Dober deal sem imel. Gledal sem, v bistvu je imel, jaz sem jih še naviglo, preden so cancelali vsem k nam pošiljati, iz nekih 900 je bila cena. In gledal sem tudi Dura Ace, ampak sem se pol odločil, ker je praktično zelo podobno vroč in sem pol rekel, ok, grem pač na Ultegro, pač tista mehna razlika v sami masi oziroma zadnje pesto je nekoliko drugače, drugo, ampak neke bistvene razlike pač stele ni bilo za tisti dodatnih 500-600 evrov, ki je tista feltna, spet zame, ker pač ne bi toliko pridobil. Plus, prva stvar, zelo clean design, samo pač napis, ki je zelo tak blag, ki se vidi, se pravi med drugim tudi zato, da ne seka ven z celega kolesa, da je pač saj estetsko kolo nekoliko boljše, tako kot si ti rekel, relativno pač malo napisal, še tale auducija, nalepka, nekaj, kar bo šlo dol, ker je malo moteča, ampak ja, glih zato, ker je tudi relativno lep dizajn, minimalističen, ker ja, se mi je všeč, da je pač tak clean dizajn, pa da stvari niso pregrobe. Zdaj sicer nisem prepričan za Sloveniji, če je še kakšen ta barve okvir. Če ga ima kdo, prosim, pač dajte nam javite, ker me zanima, sem edini, ki ima to barvo, ker vem, da je bilo vmes težava, ker se je teh okvirjev ni dalo dobiti pri nas v Sloveniji. Jaz sem drugače okvir, pa oziroma kolo večinsko iz Švedske dubo, predvsem zato, ker je bila švedska krona relativno pač slaba proti evru, pa je kolega gor v bistvu imel možnost, da vzame in smo potem tako zrihtali. Tako da ja, če ga ima kdo v Sloveniji, prosim, se mi javite, pa bomo šli na skupaj furo, ker jaz ga v bistvu še nisem opazil. Sem jih pa opazil na Kanarcih, ki jih pa rentajo ta okvir, sicer čist basic z nizkimi feltnami, čist basic, ampak ja. Če ga pa ima kdo v Sloveniji, pa prosim, da se javite, ker me res zanima. No. A je zdaj sploh zastopnik v Sloveniji? Ja, mislim, da zdajle nekdo je, nisem pa siguren kdo. Mislim, da sem videl nekje na internetu, da je nekdo pač to dubo, da je nekdo to prevzel, nisem pa prepričan kdo. No. Simon, hvala, ki si bil naš gost. Zopet hvala, ki si pripeljal kolo. Vi, če imate kakšno vprašanje za Simona, je povedal, kje ga lahko dobite letos. Se pravi, ja, to je to. Oglasite se, počekirajte subscription pa akcije na proofcycling.com. Imaš še kaj? Ne, to je to, pač ja, če pa se koga zanima, pač ne vem, testiranja, karkoli, ali pa če imajo kakšno vprašanje, pa tudi nas najdete na socialnih omrežjih, Facebook, Instagram, tako da pišite, oglasite se, pa bomo zrihtali stvari, ki jih je treba zrihtati. Evo, pa še povabilo na naslednji teden, Velo Runda, pridite, sreda ob 5. začnemo. Aj, čau. Čau.